Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica in naše redne tedenske informativne oddaje Bistriški tednik. Tudi tokrat smo pripravili kar nekaj zanimivih prispevkov, med drugim tudi pogovor z glavnim izvršnim direktorjem družbe Impol 2000, Andrejem Kolmaničem. Vabljeni k ogledu. Pogovor z glavnim izvršnim direktorjem družbe Impol 2000, gospodom Andrejem Kolmaničem. Doživljajska delavnica, dotik časa in ustvarjalnosti. 30 let manevrske strukture. Festival Glasbeni dvorec. Likovna razstava na Črišnjevcu. Julija letos se je sestala skupščina delničarjev družbe Impol. O tem in še čem smo se pogovarjali z glavnim izvršnim direktorjem skupine Impol, Andrejem Kolmaničem. Sprejeli so bil je klasičen program za eno tako skupščino. Odločalo se je okrog razrešnice v upravnem odboru, odločalo se je okrog razrešnice izvršnima direktorjema. Oboje je bilo potrjeno z 100% prisotnostjo. Potem istočasno se je odločalo o razdelitvi dobička, kot je že eni taki stari navadi za skupino Impol, se je v prvi vrsti gledalo na nadaljnji razvoj, tako da je bilo praktično razdeljenega manj kot 10% dobička, ki je bil ustvarjen v tistem obdobju. 3 milijone, nekje okrogle številka se govorim, je bilo namenjenega dividendi, ostalih 36 milijonov je pa bilo preneseno. Potem obstoječemu upravnemu odboru se z letošnjim letom izteka mandat, tako da so bile tudi upravne volitve novega upravnega odbora za obdobje od 2021 do 2026. Bolj ali manj je sestava upravnega odbora nespremenjena. Seveda ne moreva mimo epidemije koronavirusa, ki je dodobra zaznamovala naše življenje in pa seveda pod narekovaji tudi življenje gospodarskih subjektov. Kako se vi soočate oziroma ste se soočali s to težavo? Ja, seveda, tako kot celotno evropsko oziroma svetovno gospodarstvo je korona kriza prizadela tudi skupino Impol. V začetku je bilo kar precej zahtevno, morali smo se organizirati glede na zahteve, ki jih je NIJZ sprejel. Kar precej ukrepov smo sprejeli, v prvi vrsti smo razmišljali, kako zaščititi vse zaposlene. Tukaj je bilo kar precej storjenega. Istočasno seveda smo razmišljali, kako skrbeti za naše kupce, kako jim zagotavljati, izpolnjevati naročila, ki smo jih sklenili. Seveda na drugi strani smo tudi morali skrbeti za likvidnost samega podjetja. Tako da kar precej veliko se je dogajalo. Moram reči, da če izhajamo iz nekega obsega naročil, smo v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, če govorimo od 1 do 8, proizvedli nekje 10% manj, kot sem že dejal, v enakem obdobju lanskega leta. Seveda, bolj ali manj vse skupaj je posledica korona krize. Moram reči tudi, da smo se istočasno poleg korona krize obadali tudi z eno tako trgovinsko vojno, ki ga Združene države vodijo proti neameriškim proizvajalcem. Združene države Amerike želijo nam dati tako antidampinško carino oziroma eno tarifo, s tem, da bi oni zaščitili svoje gospodarstvo. Impol kot največji izvoznik aluminija Republike Slovenije v Združene države Amerike je zapadel v to preiskavo. Enako se je zgodilo na Hrvaškem, enako se je zgodilo v Srbiji. Po nekih prvih podatkih nam grozi 13% antidampinška tarifa na vse proizvode, ki bomo jih izvažali iz Slovenije. Iz Hrvaške tam nekje 14%, iz Srbije pa celo 25%. Seveda to je velik hendikep za skupino Impol, ki je v lanskem letu izvozila nekje okrog 25.000 ton proizvodov v Združene države Amerike. Tako da poleg korona krize se ukvarjamo seveda še tudi z tem problemom. Ste bili v času epidemije primorani sprejemati kakšne dodatne
ukrepe v zvezi z zaposlovanjem v skupini Impol? Na srečo nam tega ni bilo potrebno storiti. Mi smo obdržali praktično vse zaposlene, ki smo jih imeli pred korona krizo. Edino, kar smo se lotili obsega študentskega dela, tam smo zmanjšali oziroma minimizirali pač, koliko so nam to procesi omogočali. Kar se pa tiče zaposlenih za določen oziroma nedoločen čas, pa nikogar nismo odpustili. Zdaj, kar se tiče državnih pomoči, moram povedati, da skupina Impol državnih pomoči ni koristila. Koristili smo edino tisto, kar smo morali, to je bilo izplačilo kriznega dodatka v obdobju od druge polovice marca pa tam nekje do konca maja. Vsem zaposlenim je bil izplačan tale krizni dodatek, država pa je na drugi strani subvencionirala z pokritjem prispevkov za zaposlene. Vseh ostalih ukrepov, ki jih je država ali pa pomoči, ki jih je država namenila gospodarstvu, pa nismo koristili. Preidiva nekoliko bolj spodbudnim temam. Sem vsekakor sodijo tudi investicije, naložbe. Menda začenjate z investicijo v Šibeniku. V kratkem bi se naj pričela tudi izgradnja zahodne voznice. Ja, seveda tudi investicije ali pa obseg investicij smo prilagodili stanju na trgu. Kot sem že dejal, moramo spremljati malo likvidnost samega podjetja. Sprejeli smo en tak sklep, da nadaljujemo z že vsemi začetimi investicijami. Nove bodo zaenkrat počakale na neke boljše čase, če rečem temu tako. Zdaj, če gledamo celotno skupino, seveda je projekt oziroma investicija v novo livarno v Telemu Šibeniku v tem trenutku največji projekt, ki ga izvaja skupina Impol. Pogovarjamo se o novi livarni kapacitete 50.000 ton na leto. Sam projekt je vrednoten tam nekje na 22 milijonov evrov. Potem vršimo še nekatere obnove posameznih naprav, ki jih uporabljamo. Tukaj v Sloveniji ogromno vlagamo v finalizacijo. O tem je precej že bilo napisanega, tudi smo o tem veliko govorili. Smo v zaključni fazi projekta, ki smo ga podpisali tako z Samsungom kot z BMW-jem. Z 1. septembrom je na projektu Samsung se že začela redna proizvodnja. Povpraševanja kupca so nad pričakovanji. Od nas pričakuje celo količine, ki so višje od tistih dogovorjenih s pogodbo, tako da temu smo lahko zadovoljni. Tudi z BMW-jem počasi prihajamo v zaključno fazo samega začetka projekta in tam tudi potem realizacija že kmalu redna proizvodnja kmalu v 2021. Zdaj seveda ogromno še nekih tistih malih projektov, ki se izvajajo vse z namenom povečanja učinkovitosti, zmanjšanja pretočnega faktorja in pa seveda izboljšanja kvalitete, ki jih od nas trg pričakuje. Zdaj, kaj se tiče same voznice, glede na zadnji sestanek, ki smo imeli z predstavniki države, vemo, da je bila vloga za gradbeno dovoljenje oddana. Izdajo gradbenega dovoljenja si pričakuje konec tega meseca. Potem še ostane teh 15 dni za morebitne pritožbe in potem za pričetek del. Tako da, če smo optimistični in pač pričakujemo, da bo vse potekalo normalno, bi v mesecu oktobru že morali pričeti z samo gradnjo obvoznice. Gospod izvršni direktor, ob koncu mogoče še vaša napoved, krajša napoved, prognoza za ta zadnji kvartal letošnjega leta. Napovedi za v bodoče so pa verjetno vse prej kot hvaležne. Težko dajemo kakšne koli napovedi, predvsem za leto 2021. Za to leto lahko rečem, da se z mesecem septembrom so se stvari precej popravile. Moram reči, da skupina Impol ali pa predvsem ta lokacija v Sloveniji bo v oktobru že na teh letnih količinah, ki smo jih načrtovali in so tudi neke normalne pričakovane. Tako da upamo, da bo temu ostalo tako tudi do konca tega leta, da bomo realizirali vsaj v zadnjem kvartalu to, kar se od nas pričakuje, pa kar smo si tudi sami zadali kot en letni cilj. V 2021 bomo pa videli, zdaj napovedi so različne.
Na eni strani, če izhajamo iz divizije stiskalništvo, so napovedi že precej dobre, že tudi sklepamo pogodbe za prihodnje leto. Na diviziji valjarništvo to trenutno poteka nekoliko počasneje. Divizija valjarništva, ki je povezana z ameriškim trgom, se tudi ubada s tem, kot sem že malo prej omenil. Tam se bodo postopki zaključili v začetku oktobra, tam nekje 7. 8. in bomo potem tudi lažje napovedovali, kaj nas čaka v letu 2021. Mi smo prehod mladih. To je zgodba mladih ljudi. Naša prepričanja, naše inspiracije, naši napori. To je zgodba o mladih, ki kljub oviram zmorejo. Naša inspiracija so mladi ljudje. Naše poslanstvo je pomoč mladim s posebnimi potrebami. Iz šole na trg dela. Mi smo prehod mladih. V Slovenski Bistrici so pretekli teden drugič gostili festival Keramik Art. Festival industrijske dediščine so organizirali v sklopu projekta Inspiracija, čezmejnega programa Interreg VA Slovenija-Hrvaška. Lončarsko-keramična dejavnost, ki je bila v preteklosti že močno zastopana na območju bistriške občine, ponuja številne razvojne možnosti. Nekatere so že začeli uresničevati. V okviru projekta Inspiracija se je Slovenska Bistrica s partnerji iz Trbovelj in hrvaškega Labina in Reke povezala pri pripravi skupne čezmejne krožne ture, bienala industrijske dediščine in festivalskih dogodkov. Tako so v sredo 16. septembra v okviru festivala za projektne partnerje in predstavnike medijev izvedli tudi doživljajsko delavnico Dotik časa in ustvarjalnosti. V četrtek 17. septembra je bila na notranjem dvorišču gradu Bistrica ob 30. obletnici predstavitev zbornika manevrske strukture narodne zaščite v vzhodnoštajerski pokrajini. Gradivo zanj je zbral in ga tudi uredil Mirko Ploj, ki je bil v tistem času komandir postaje milice v Rušah. Zbornik prikazuje dejavnosti pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite v Slovenski Bistrici. O dogodki so udeleženci spregovorili v okviru okrogle mize, ki jo je vodil novinar Radia Maribor Stane Kocutar. V počastitev takratnih dogodkov so v veteranskem centru Brinje odkrili še spominsko ploščo. V kulturnem delu programa je nastopil policijski orkester.
V četrtek 17. septembra se je na dvorcu Štatenberg odvijal festival Glasbeni dvorec. V okviru prireditve je bila organizirana tudi likovna razstava slik in svilenih trakov profesorice Olge Ulokine. Umetniška vodja festivala, ki postaja tradicionalen, je akademska violinistka in magistrica glasbe Inga Ulokina. Z največjim veseljem smo tukaj že drugo leto. Ta dvorec ima prekrasen ambient, kot ste rekli, baročni ambient, ki se sovpada tudi z večino repertoarja, ko ga tukaj izvajamo. Danes pa je repertoar posebej oblikovan in sicer ima prizvok cvetja. Nocojšnji koncert nosi naslov Melodije cvetja in se povezuje tudi z likovno razstavo, ki je nameščena po celotnem ambientu dvorca. Avtorice sta Olga Ulokina, Žana Matjunina, glasbeni izvajalci nocojšnjega koncerta so pa tukaj z mano, to je naš podmladek violinistični in sicer mladi virtuozi, glasbeniki, ki bodo tudi danes nastopili. Poleg njih bosta tukaj še dve izvrstni sopranistki, Marina Igricka in Nina Kreča. Skupaj v bolj komornem ambientu in za bolj tako rekoč komorno občinstvo bomo danes izvedli ta dogodek in upam, da bo naše občinstvo uživalo. Povejte nam še to, kaj menite, so v teh negotovih korona časih ljudje malo bolj dovzetni za kulturo, klasično glasbo, skratka umetnost, zgodovino? Jaz mislim, da so prav ti časi namenjeni temu, da se malo poglabljamo v stvari, ki potrebujejo malo več časa. In definitivno umetnost, glasba, zgodovina, arhitektura so takšne stvari, ki mogoče v vsej naglici, ki smo jo bili navajeni, zdaj se pa čas malo ustavlja, mogoče namenimo tudi nekaj časa lepim umetnostim. Povejte nam v koncu še to, kako načrtujete, kako vidite koncertno dejavnost tega festivala v prihodnje? Mi se nadejamo nadaljevanju te lepe tradicije na tem čudovitem dvorcu, ki združuje dela ogromno ljudi. Tukaj se dogaja ogromno dogodkov. Vedno, ko pridem na ta dvorec, začutim, da je tu posebno prijazna atmosfera. Želela bi, da še prihodnost tega dvorca ostaja v cvetju, tako kot bo današnji koncert.
V četrtek 17. septembra so v Domu kulture na Črešnjevcu odprli likovno razstavo del, ki so nastala na likovni koloniji Črešnjevec 2020. Na razstavi, ki sta jo pripravili Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica in likovna sekcija KUD Štefan Romih Črešnjevec, razstavlja 39 udeležencev in udeleženk kolonije. Udeleženci so prejeli priznanja Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica. Odprtje so popestrili tudi s kulturnim programom. Prireditev je sodila v okvir praznovanja 100. obletnice delovanja KUD Štefana Romiha Črešnjevec. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 14. septembra do 21. septembra 2020 obravnavali 17 kaznivih dejanj, od tega 1 kaznivo dejanje vloma, 6 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznive dejanji poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivi dejanji zatajitve, 3 kazniva dejanja grožnje, 1 kaznivo dejanje požiga, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini in 1 kaznivo dejanje nasilništva. Spodnja ložnica. Neznani storilec je v bližini znanega gostišča v zabojniku zanetil ogenj, ki se je razširil na fasado stanovanjske zgradbe. Na objektu je nastalo za 15 000 evrov materialne škode. Štatenberg. Neznani storilec je iz hleva odtujil kobilo in s tem lastnika oškodoval za 2000 evrov. Kot na Pohorju. Neznani storilec je iz odprtega hleva odtujil telico in s tem lastnika oškodoval za 450 evrov. Stanovsko. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil gotovino v znesku cirka 500 evrov. Policisti so bili obveščeni o 16 prometnih nesrečah. V 5 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 10 primerih so ogled zaključili z uradnim zaznamkom. V 1 primeru pa so povzročitelju izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 2 ukrepa. Obema voznikoma so odvzeli vozniško dovoljenje in jima izdali plačilni nalog. Ob tem so enemu vozniku zasegli motorno vozilo. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so izdali 53 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 11 intervencij, od tega 3 intervencije v zasebnih prostorih in 8 intervencij na javnem kraju. V 4 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v 6 primerih so zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Policisti so v omenjenem obdobju obravnavali tudi 3 primere pogrešenih oseb in delovno nezgodo. In to je tudi vse v tokratni tedenski informativni oddaji TV Studia Bistrica. Pazite nase in dosledno upoštevajte zaščitne ukrepe, vezane na širjenje virusa COVID-19.